Lepo pozdravljeni. Današnje novice začenjamo v Šentjerneju, kjer že nekaj tednov pospešeno izvajajo 6,5 milijona evrov vredne ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju potoka Kobile, ki jih financira Direkcija za vode. Znatna proračunska sredstva bodo letos namenili tudi za prenovo nekaterih odsekov občinskih cest. Na seznamu načrtovanih posegov je tako tudi cesta v Imenje, ki je popolnoma uničena. Sedaj je faza projektiranja, pravzaprav smo na koncu faze projektiranja, potem sledi v letošnjem letu še izvedba. Še nekaj odsekov je, ki jih bomo pričeli urejati v letošnjem letu. To je prav gotovo prva faza prenove ceste na Javorovico, ki je zelo dotrajana. Čemur po besedah župana v največji meri botrujejo predvsem pogosti odvozi lesa iz gozdov nad Javorovico. Potem cesta v Tolstem vrhu je v zelo kritični fazi. Prvo fazo bomo pričeli letos, drugo pa nadaljevali kakor na Javorovici, tako tudi na Tolstem vrhu. V prihodnjem letu. S ciljem bistveno izboljšati prometno varnost se bodo letos lotili tudi prenove ceste v središču vasi Vrhpolje. To križišče je zelo utesnjeno, tam pravzaprav dvosmerni promet ni mogoč, zelo nevaren je tudi tovorni promet. Tako da ta ozek del želimo v letošnjem letu tudi rešiti, je pa tudi povezan z soglasji in zemljišči, ki pa mislim, da jih bomo tudi ustrezno dogovorili. Zaradi izvajanja ukrepov na potoku Kobila bodo v nabor načrtovanih prenov uvrščeni tudi nekateri odseki občinskih cest v bližnjih zaselkih, ki so bili sicer do sedaj v solidnem stanju, zaradi same investicije pa bodo precej poškodovani. Tudi te odseke bo potrebno prav gotovo prenoviti, to se bo videlo v drugi polovici leta povsem jasno. Tukaj pa bo treba določati prioritete, zato sedaj težko rečem, kateri odseki bodo imeli prednost. Vsekakor odseki, ki so bolj prometni, jih bo treba tudi do konca leta uvrstiti v proračun in jih prenoviti. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v proračunu letos sicer skupaj namenjajo dobra 2 milijona evrov.